Dobro jutro in dobrodošli. Izjemno sem vesela, da se vidimo takole v živo in da bomo ob zajtrku lahko tudi se videli ne samo naše oči. Ampak prav tako sem vesela, da nam digitalna tehnologija omogoča, da so z nami tudi tisti, ki ne morejo biti v prostoru, zato ker najprej pozdravljam vse tiste, ki ste se zbrali z nami in klepetali z Vido. Vida, ste že rekli kaj na današnjo temo? Smo Slovenci, snovalci ali sledilci digitalne realnosti? Ajša, dobro jutro in dobro jutro vsem v dvorani. Nismo še nič rekli, nas pa vse zanima, kako bo pogovor tekel in kako ga bo vodil Jaka Repanšek. Tako da zaenkrat to mogoče proti koncu. Hvala in vidimo tudi Petra Gregorčiča, ki bi moral biti tukaj, pa je pač z nami tako in to je prednost tudi naše tehnologije. Skratka, 3 stvari sem danes želela zelo na hitro z vami, preden gremo v tematiko, ki nas seveda vse zelo zanima. Prva je seveda to, kaj vse nam omogoča digitalna tehnologija, kaj nam omogoča ta transformacija, ampak o tem bodo več povedali vrhunski strokovnjaki in bodo lahko tudi z nami delili svoje poglede, vprašanja. Druga, na mizi ste opazili verjetno take kratke sažetke, ja, to je prava slovenska beseda, naših predlogov in stališč, ki govorijo o tem, kaj dela 8 komisij naših ekspertov, več kot 320 je izbranih v EMČEM zagovorništvu in različne teme smo naslovili. Želimo si, da bi jih v dialogu seveda skupaj naslovili tako gospodarstvo, kot tudi država in seveda civilna družba. Veste, da je leto 2022 EMČEM imenoval za leto kulture dialoga. Bolj kot kdajkoli prej se tega zavedamo, kako pomembno to je. Drugače pa teme, ki smo jih naslovili in ki prepletajo delo vseh komisij, so zdravje, znanje, mednarodna konkurenčnost, trajnost, meritokracija in transparentnost. Seveda, verjetno še mesec nazaj ne bi vse skupaj postavili kot na prvo mesto varnost. In to je tisto, kar si najbolj želimo. Zato mi je res v veselje, da smo tukaj danes v miru, skupaj in da seveda tudi poskušamo podpirati vse tiste, ki te sreče nimajo. Prav zato bom vse pozvala in vas res lepo prosila. Veste, da je v Sloveniji vedno več beguncev, ukrajinskih otrok, ki poskušajo se šolati tudi nadaljavo, kajti to je njihova edina vez s tem, da vsaj nek moment ostanejo normalni otroci. Prosim vas, če lahko, da donirate ali prispevate svoje prenosnike, računalnike in tukaj mislim, da lahko nekaj naredimo. Seveda poskuša tako vlada, za kar se jim zahvaljujem, reševati na različne načine, civilna družba, vsa združenja, ampak to si želim, da bi bil prispevek EMČEM Slovenija, kajti veste, da smo tisti, ki vedno delamo stvari za prihodnost, otroci so prihodnost in če bi kdorkoli želel, se lahko obrne na kogarkoli izmed nas, iz EMČEM tima, bo pa naša kontaktna oseba Katja Čenčur, tako da res vas prosim. Danes pa seveda tema o tem, kako nas lahko pelje naprej digitalna prihodnost, da Slovenci, upam, da na koncu bomo rekli, smo snovalci in ne sledilci. In prav tukaj so tematike tudi v naši knjižici, kjer bomo govorili tudi o 18 ukrepih za to, da bi imeli več IKT strokovnjakov. Ampak da ne bom preveč govorila, ker imamo super goste in seveda tudi našega voditelja Jako Repanška, ki bo odlično povezoval vse te niti digitalne realnosti in realnosti. In seveda ob tem zahvala naši podpredsednici in direktorici Microsoft Slovenija. Hvala, Barbara, da ste danes naši partnerji. Sporočila, ki jih dajete, so zelo vsebinska. Zato bom prepustila zdaj besedo Microsoftu, potem pa povabila na oder Jako. Hvala lepa in še enkrat računalniki, prenosniki, hvaležna vam bom. This is Jack, a second-year college student studying computer science.
He's passionate, hardworking, and dreams of using tech to make the world a better place. He just needs a little inspiration. Jack's got a bright future ahead, but with so many options out there, he's not sure where to start. Luckily, there's a new Microsoft resource designed just for students like him. You guessed it, Microsoft Learn. He'll find tons of resources to prepare for in-demand jobs and get hands-on experience with AI, data, and cloud computing. Are you thinking what I'm thinking? Because I think he's about to get Microsoft certified. Nice job. A vote of confidence from Microsoft will look great on his resume. First internship. Wow, what a rush. I knew he could do it. Now it's time to find your path. Get started on Microsoft Learn today. Dobro jutro in lepo pozdravljeni, dragi gostje. Še v imenu udeležencev okrogle mize, ki smo jo naslovili, smo Slovenci sledilci ali snovalci digitalne stvarnosti. Res vas je ful lepo videti po toliko letih, zdaj že takole v živo. Imam tremo, priznam, že dolg časa nisem bil na odru, ampak pravijo pa, da če si na kameri, kar smo skoraj vsak dan, da ti doda nekaj kilogramov. Zdaj, če sem pa v živo, sem upam, da malo bolj šlank, pa upam, da se bomo tudi v prihodnje družili v živo in bomo vsi malo bolj šlank. Ko sem se danes zjutraj vozil iz naše male ribiške Izole v Ljubljano, sem se spomnil mojih digitalnih začetkov pred skoraj 30 leti. Po povratku iz gimnazije v Združenih državah sem bil poln elana in ambicij in so me seveda takoj zvabili v tedanjo študentsko vlado in me okitili z nazivom minister za medije in založništvo. Seveda, mi nismo bili prava vlada in ne pravi ministri, Mark Boris, oprosti, ampak smo bili ministri študentski. No in bili smo ena skupina mladenk in mladcev z eno veliko željo, da nekaj premaknemo na bolje. Mislil sem, da se bom ukvarjal s študentskim radijem, pa s tiskanjem časopisov in knjig, dokler nekega dne, daljnega leta 1994, ne pristopi do mene genialni Tomaž Štupnik, študent medicinske fakultete in reče: Jaka, internet, to bo to. Pozabi na Gutenberga, ti povem, internet bo naslednja elektrika in motor z notranjim izgorevanjem. Ok, sem rekel, kaj rabaš? Je rekel, $1 milijon pa prostor za strežnike. Sem rekel, v redu, nisem imel pojma, o čem govori, ampak sem rekel, pa nej bo, zraven sem pa že videl interpelacijo v študentskem parlamentu in najkrajši ministrski staž v zgodovini, ampak ok. In tako smo naredili KISS, komunikacijsko-informacijski servis šov na Microsoftovi opremi. Čisto prvi brezplačni internet in dostop do elektronske pošte za vse študentke in študente naše univerze. Bili smo prvi v srednji Evropi, če ne v celi Evropi, ki smo to naredili. Modemi so škripali, prenosi so bili smešno počasni, ampak vendarle smo nekaj premaknili. Če ne drugje, v glavah tisočev študentk in študentov, in to še preden je podpredsednik Gor govoril o Information Superhighway, o informacijski superautocesti. Potem smo zgradili prvi cybercafe v K4, postavili nekaj računalniških učilnicah po fakultetah in ostalo je zgodovina. In vesel sem, da lahko med nami povabim tudi mojega prvega direktorja, Slobodana Sibinčiča, ki pa je v tistem času oral ledino na področju pravne in poslovne informatike. Slobodan, 30 let nazaj. Jusinfo in vsi ostali produkti so otroci Slobodanovega vizionarstva. In zgodovino živimo in pišemo tudi 30 let pozneje. Le da imamo danes med nami kupico vrhunskih strokovnjakov za računalništvo in informatiko, imamo končno tudi ministra in službo za digitalno preobrazbo, imamo strateški svet za digitalizacijo, imamo neverjetno veliko malih, srednjih in večjih IKT podjetij, ki so globalno uspešna, imamo odlično infrastrukturo, izvrsten šolski sistem, delujočo civilno družbo na področju digitalne vključenosti in še in še in še in še. Ne nazadnje smo na Evropskem indeksu digitalnega razvoja DESI napredovali z 16. na 13. mesto in kot kaže, bomo napredovali tudi v prihodnje. Naj zaključim, pa bo to dovolj za preboj med resnične snovalce nove digitalne stvarnosti? Najbrž ne.
Nujno, ampak res nujno, potrebujemo čim širšo digitalno pismenost in vključenost vseh generacij. Potrebujemo prilagojene študijske programe, sodobno podane učne vsebine, digitalizacijo učnega procesa, vseživljenjsko učenje in zlasti dovolj usposobljenih, prodornih in samozavestnih IKT strokovnjakov. In o tem, kako zagotoviti vse to, bo tekla beseda na današnjem pogovoru z našimi cenjenimi gosti. Dovolite, da jih na kratko predstavim. Z nami bodo gospod Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo Republike Slovenije. Mark Boris, prosim, te bom kar prosil, če se lahko samle usedeš. Z nami bo tudi magistra Edita Krajnovič, direktorica družbe Mediade. Edita, prosim. Tamle si. Edita, tebe bomo dali pa samle. Z nami je tudi Mrs. Alexa Joyce, Digital Transformation and Skills Director, Public Sector Education Europe, the Middle East and Africa for Microsoft. Gospa Joyce se nam bo pridružila po video povezavi. Z nami, kot je že omenila Ajša, je tudi izredni profesor dr. Peter Gregorčič z Fakultete za strojništvo, katedre za optodinamiko in lasersko tehniko. Tudi Peter se nam bo pridružil preko video povezave. Kot keynote listener se nam bo nekoliko kasneje pridružil tudi dr. Igor Pesek, vodja službe za digitalizacijo izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Nekaj besed o pogledu gospodarstva na obravnavano temo pa bo z nami delila tudi Barbara Domicel, generalna direktorica Microsoft Slovenija. Nekje na sredini pogovora si bomo pogledali tudi kratek filmček s predlogi 18 ukrepov, kako zagotoviti večjo število IKT strokovnjakov v Sloveniji, ki ga je pripravila komisija Ready for the Future v okviru MČM Slovenija. Tistile prazen stol, draga digitalna publika, pa je namenjen vam. Vse skozi lahko postavljate svoje vprašanja, komentarje, Vida bo to moderirala in proti koncu pogovora bomo, upam, imeli čas odgovoriti tudi na vaše vprašanje. Zdaj pa, Mark Boris, če lahko začnem kar s teboj s prvim vprašanjem. Mark Boris, ko govorim s kolegi v Bruslju, vsi po vrsti poudarjajo, da je bil kronski dosežek Slovenije med predsedovanjem Svetu EU ravno uspešen preboj na številnih, recimo temu, regulatornih področjih evropskega digitalnega desetletja, kot je to ubesedila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Torej živimo v začetku evropskega digitalnega ambicioznega desetletja. DMA, DSA, privacy, AI, data governance, na številnih teh dokumentih smo tudi odlično sodelovali predstavniki gospodarstva in javne uprave, za kar se vam tudi še posebej zahvaljujemo. No, ampak očitno smo zelo uspešni, ko gre za povezovanje na evropskem področju, zlasti v regiji CEE, ampak gremo vendarle za začetek na domači parket. Kaj so glavni izzivi na področju digitalne preobrazbe Slovenije v tem trenutku, ko si že nekaj časa minister, imaš dober vpogled v to, imaš vpogled v evropsko sceno, tako da mogoče uvodno vprašanje, prosim, Mark Boris. Dragi Jaka, dragi vsi, najlepša hvala najprej za prijazno povabilo. Največja zahvala gre pa naši Ajši, ki ne samo, da je motor tega združenja, ampak tudi ena izmed mojih najtesnejših in lahko rečem najboljših svetovalk in prijateljic. Hvala lepa, Ajša, za vso tvojo spodbudo, za vse tvoje predloge, tudi kakšno kritiko s tvoje strani je vse dobrodošlo. Tako da en aplavz za našo Ajšo, prosim. Zdaj, vprašal si o izzivih. Jaz upam, da po enem letu so te izzivi nekoliko manjši, kot so bili pred enim letom. Jaz bi rekel, da se je že prej ogromno dogaja na področju digitalizacije v Sloveniji. Problem je pa bil, da enostavno ni bilo prave koordinacije. Vsak resor je delal po svoje. Če ste pa želeli ubiti kakšen projekt, ste pa sklicali medresorsko koordinacijsko skupino. In tam se je ponavadi zgodba po enem mučnem mučenju tudi zaključila. Zdaj, hvala Bogu drugače. Imamo našo vladno službo, ki centralno koordinira vse ključne digitalne aktivnosti vlade in želi čim bolje sodelovati, jasno, tudi z nevladnim sektorjem, predvsem pa s gospodarstvom, saj ste prav vi tisti nosilci razvoja, od katerih je odvisno, ali bo Slovenija snovalka ali pa konec koncev sledilka. Zdaj, izpostavil bi predvsem dve področji, ki sta ključni zame oziroma za našo službo. Prvo so seveda digitalne veščine ali pa rečemo kar digitalna vključenost. Na tem področju smo na srečo dosegli velik preboj.
Pred 2 tednoma je bil sprejet zakon o spodbujanju digitalne vključenosti. To je prvi sistemski zakon, ki celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin. Ta zakon prinaša brezplačne tečaje digitalnih veščin za vse generacije, prinaša tudi digitalne bone za nakup računalniške opreme in mnogo tega se bo realiziralo že v naslednjih mesecih. Moramo se zavedati, da ko gre za odrasle v Sloveniji, jih zgolj polovica obvlada osnovne digitalne veščine. Skratka, polovica odraslih je praktično izključenih iz digitalne preobrazbe naše države, kar je popolnoma nesprejemljivo. No, s tem zakonom se želimo prebiti med evropske zmagovalce, ko gre za digitalno vključenost, ki je predpogoj za karkoli drugega. Tako da, ko gre za digitalne veščine, želimo v prvi meri nasloviti starejše, tam, kjer je največji manko, pa tudi mlajše. Tako da bomo že letos ponudili subvencionirane tečaje naprednejših digitalnih veščin vsem mladim. Pa ne gre za robotiko, programiranje, umetno inteligenco, digitalno podjetništvo in sorodne vsebine. Zakaj to počnemo? To počnemo prav zato, ker želimo mlade čim prej navdušiti nad tehničkimi znanji in poklici, za katere vsi vemo, da so poklici prihodnosti. Ta vlada je naredila kar nekaj za povečevanje vpisa na tehniških fakultetah, ampak konec koncev ni takšen problem vpis, kot je problem pomanjkanje interesa med mladimi. No, in to moramo spremeniti, še posebej pa moramo biti osredotočeni na deklice oziroma punce. Tukaj imamo v Sloveniji največji manko. In kar se mene tiče, je to največji naravni potencial naše države in če bi uspeli več punc prepričati, da se odločajo za tehniške srednje šole in potem tehniške fakultete, bo kadrovska težava, ki jo imamo danes na IT področju, v nekaj letih rešena. Mark, hvala lepa. Te poklice je potrebno, in prepričan sem, da bo tudi Peter nekaj kasneje na to temo povedal, te poklice je potrebno narediti atraktivne. To se pravi, mladi morajo začutiti, številni poklici so danes taki, da vsi sanjajo, da bomo piloti, pa bomo to, pa mogoče odvetniki, karkoli. Ampak kako pravzaprav narediti te poklice privlačnejše v percepciji mladih ljudi? Da ne gre samo za digitalizacijo v svetu iger ali pa česa podobnega, ampak zares za njihov poklic in prihodnost. Kratek komentar, Mark Boris, prosim. To je super vprašanje. No, kot rečeno, najbolj jih lahko pritegneš znanjem. To, da jim da že v mladih letih možnost, da se učijo osnov programiranja, da vidijo, da je to v bistvu cool, da je zanimivo, da je zabavno. Ne pozabiti, da imajo Estonci recimo projekt Programming Tiger, ki uči osnov programiranja že predšolske otroke. To seveda ni programiranje v Pythonu, ampak je programiranje v smislu reševanja problemov. Pri tem pa uporabljajo ogromno gamificationa, kar pomeni, da je na koncu to učenje, bom rekel, zabavno, prijetno, fajn. In več tega rabimo v Sloveniji, mislim pa, da je ključ povezovanje z gospodarstvom. Jaz vem, da se mladi, tudi jaz sem se najbolj navdušil na tehniko, ko sem se sprehodil po kakšni moderni tovarni, ko sem obiskal kakšen razvojni center in prav zato smo v drugem paketu ukrepov strateškega sveta, ki smo ga predstavili včeraj, podali predlog, da bi se po celi Sloveniji ustanovili raziskovalni oziroma razvojni centri in pa laboratoriji, ki bi bili še posebej usmerjeni v mlade. Tam bi mladi stopali v stik z najnovejšimi tehnologijami, pa ne gre za 3D printerji, ne gre za takšnimi ali drugačnimi drugimi stroji ali pa pač najboljšimi kodami, kar obstajajo. Skratka, narediti moramo vse, da gospodarstvo čim bolj povežemo z mladimi in tukaj mislim, da je ogromna vloga vseh vas, ki pa jo že odlično upravljate mimogrede. Številne izmed vaših podjetij že odpirajo vrata mladim, jih navdušujejo nad novimi produkti, tehnologijami in tako naprej. Bi pa še posebej izpostavil dr. Jureja Kleza in njegov Devesoft. S Juretom zelo tesno sodelujemo in je svojim katapultom pred kratkim začel vse slovensko opismenjevanje mladih, ko gre za podjetništvo. No in v njegovem podjetju Devesoftu, ki je eno izmed najbolj naprednih in tehnološko dovršenih na svetu, so vrata mladim vedno odprta. In on čedalje več časa posveča mladim in čedalje manj svojim kolegom, ker je pač v mladih prihodnost. Hvala lepa, Mark Boris. Se bomo še vrnili k nekaterim od teh točk, ki si jih izpostavil. Second question now. Mrs. Joyce, do you hear me well?
I guess so. I hear you very well. Thank you very much. So, Mrs. Joyce, if I may ask you the opening question now. Now, as COVID is slowly fading away, there is a danger that we will forget about many of the best practices accumulated during remote learning and accelerated digital transformation in education. What do you see as next steps for schools returning to in-school hybrid learning? How to continue with accelerated digital transformation and not letting it slow down now as the COVID is slowly fading away? Mrs. Joyce, please. Thank you for the insightful question. And I'm hearing an echo, so I'm trying my best to concentrate on the response. But what I'd like to talk about is the fact that as we moved to large-scale technology adoption during COVID, I think in many countries across the European Union, we saw an initial phase, which is what I term emergency digital pedagogy, which actually took us backwards from a pedagogical standpoint while moving us forwards from a technological one. So it meant that many teachers resorted to, for instance, creating video lectures, reducing collaboration, reducing group work, because they struggled to integrate a new tool set which they had to adopt almost overnight. So it was interesting to see that kind of pushed back from a pedagogical standpoint. But what I think where we have the opportunity now to move forward as teachers are now fluent in those digital technologies because they've had to use them for so long, we have an opportunity to really create much richer, more interactive digital pedagogies that support group work, that support more personalized approaches to learning, and increase collaboration both inside and outside of the classroom. And when we look at those areas where we saw some of the best practices, I think some of the interesting findings, and when we look at the OECD research, for instance, they pointed to this. Traditionally in Europe, there's been a move towards increasing decentralization of technology in schools, with individual schools going out, selecting tools, bringing them into the classroom, selecting their own devices, their own platforms. And what was interesting was during the COVID period, those systems that actually adjusted the fastest, that were the most resilient, were those that actually began again to decentralize the provision of technology. So they took the burden off the schools in terms of having to configure their devices or having to purchase new equipment or new platforms, and instead offered platforms centrally, and then the schools could choose from those platforms what made most sense for them. So it meant then that the focus for schools could really be on the digital pedagogy rather than being the focus on the digital infrastructure. And I think we always talk in Europe about the success of Finland, but again, Finland was one of those countries which did extremely well in that, as did Estonia, as the minister pointed to as an example as well, because they had already a strong digital infrastructure within the country. It meant that then they could really focus on making sure that digital pedagogy, remote pedagogy, was a really rich one. In terms of not going backwards and not forgetting about these innovations, I think what's been really exciting seeing from the Microsoft side is actually as we've transitioned into this new phase since January, where schools have been reopening significantly all around Europe, is that actually the usage of technology that we see from our tool sets is not really dropping significantly. There has been a drop, but we are not back to where we were prior to COVID. And I think this is because we've seen that teachers have changed their style of managing classrooms, of interacting together, of planning, of being in touch with parents. Even just from my own personal standpoint here in Belgium, where I live, I no longer send a handwritten note to my son's teachers. I send a note to them on the digital platform and they reply to me there. And these types of changes where schools can really see a very tangible impact on making things easier day to day is where the technology will remain sticky. And at the same time, new types of scenarios will emerge where technology becomes more important. And I'm thinking particularly, as we mentioned earlier, we've got increasing numbers of students arriving from the Ukraine across the European countries, finding ways to offer Ukrainian language support, finding ways to train teachers who are in classrooms who are receiving students coming from the Ukraine in both how to integrate non-native speakers as well as offering social and emotional support.
all of that is much easier to support through technological means, because we can very quickly offer training and support through a digital platform rather than having to bring teachers and students together physically in a location. So I think we'll see these types of scenarios emerge where technology remains a really critical part of the way that we do school day to day. Thank you so very much. I mean, there's many things we would like to go back to the old times, like this business breakfast. It's perfect. We're together again. But a lot of things, of course, will remain digital. Lifestyles have changed. Honestly, in your opinion, do you think we will ever go back to the old ways, or this has fundamentally changed everything for the future, Mrs. Joyce? The latest crisis and everything we've been going through in the past 2.5 years. I think fundamentally things have changed now. I think the expectations of students have massively changed. And when we think particularly about the older students who are more autonomous in their learning, they've really understood that kind of information consumption, receiving lectures, for instance, receiving that one-way teaching, they prefer to do that when and where suits them. Then, particularly if you look at the higher education scenarios, they don't always want to be in a lecture at 8 o'clock in the morning, but they more than happily watch that lecture maybe at 6 p.m. in the evening. And so the expectation of which parts of the learning take place online and which parts of the learning take place face-to-face, where we enable rich collaboration and working in teams and brainstorming, which can often be easier in a face-to-face scenario. I think students are really going to start to increasingly make choices about what suits them and request that from the institutions that they're studying in. And the same goes for parents. And I think particularly when we think about careers, every single parent wants to make sure that their children are going to succeed in their future jobs. And having digital experiences in school, whether that's digital productivity and digital learning through kind of more basic literacies, or whether it's through developing high-level skills like computer science that are going to make them successful on the job market, parents are really thirsty for that support for their children, so that they feel that they're more likely to be successful in their future jobs and in their future lives. Thank you so very much. And later on, I'm sure Petra will add something to that about flexible study processes. We talked about it when we were preparing for this roundtable a couple of days ago. But before we go to Petra, Edita, z navdušenjem mladih za STEM, ne? Kratica v angleščini, če se slovensko prevaja, je naravoslovje, tehnika, inženirstvo in matematika. Torej, za STEM študije in inovativnost se ukvarja že 10 let. Edita, zakaj, če napredujemo, zakaj? Kaj so vzroki, da napredujemo, da smo dobri? In imamo, recimo v zadnji dekadi, ki jo spremljaš intenzivneje, tukaj za pokazati, ne? In kje so tiste glavne mogoče ovire, ki nas še čakajo, da jih prebrodimo? Edita, prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala MČM za povabilo. Upam, da bom prispevala, da bomo odgovorili na vprašanje oziroma da bomo zastavljali prava vprašanja, kot je naloga modrih ljudi. Mogoče, če se za trenutek vrnem 10 let nazaj, ko je nastala državljanska pobuda za navduševanje mladih za inženirstvo, tehniko in inovativnost, smo videli mednarodne podatke. Videli smo, kako se v drugih državah bolj že v bistveno večjih številkah upisujejo mladi in zanimajo za tehniške študije. In na prvem dogodku, ki je bil na Bežigrajski gimnaziji, smo prvič slišali takrat ali pa mogoče registrirali, da smo Slovenci narod inženirjev. In smo. Imamo to tehniško dediščino, kulturno dediščino. In skozi leta so se začeli nizati dokazi za to. Malo za šalo, malo za res. Slovenci smo inovirali na področju mobilnosti že 5000 let nazaj. Prvo kolo z osjo so naredili ljudje na tem ozemlju. Napisali smo, Herman Potočnik Nornok, teorijo, da je šlo človeštvo na Luno. Prvi računalnik na svetu je naredil Slovenc, HP18 in tako naprej. Res pa je, da se tega morda smo premalo zavedali in se je ta samozavest nekako začela skozi leta krepiti. In zdaj, kar opažamo, je po seriji teh dokazov, mislim, da jih je že preko 150 objavljenih v slovenskem kvizumu, vidimo en zanimiv pojav. Da seveda človeški viri za navduševanje so omejeni,
Mi na leto naredimo 24 dogodkov za nekaj tisoč mladih in je učinek. Vprašal si, so rezultati. Včeraj smo prvič pogledali podatke, ker fakultetam je pomembno tudi to, ne samo število študentov, ampak kakovost. Povprečno število točk za vpis na 6 tehniških fakultet v Sloveniji se v zadnjih 5 letih zdvignila iz 72 na 76,5. To pomeni, da imamo učinke tega, da se nam gimnazijci vpisujejo na tehniške fakultete, kar je bil cilj. Tako da so rezultati in sem vesela to, kar sem slišala, da se na nek način lotevamo prav in je treba kombinirati tako digitalna orodja za navduševanje po eni strani, eno od takih je bilo razvitih v času korone, kot tudi seveda to, da mlade vključujemo, kar je pa tukaj en paradoks, to je pa delovno intenzivno. Tako da, ne, in imaš oboje, moraš osvobajati čas za to, da se ukvarjaš z mladimi, ker mladi več na to, da jim mi nekaj govorimo, njih to sploh več ne zanima. Ne? Oni želijo biti vključeni, oni želijo biti soustvarjalci in to, kar dela Katapult, kar začenja delati, to je vključiti mlade, da nam oni pokažejo, kako stvari vidijo in kaj jih zanima. Ne? Tako, mogoče bom pol v nadaljevanju še kakšno številko prispevala. Hvala lepa, Edita. Skoraj paradoksalno se zdi, da v bistvu mladi, otroci, mladi cele dneve preživijo v digitalnem okolju na tablicah in telefonih, da bi se pravzaprav bilo sploh treba ukvarjati s tem, da jih prepričamo o digitalnih poklicih prihodnosti. Se vendarle so priklopljeni na digital bolj kot na realni svet, pa vendar gre za povsem drugo dimenzijo, ki jo mogoče mladi skozi odraščanje doživljajo v digitalnem svetu, konzumirajo vsebine, ne dojemajo tega mogoče na bolj interaktiven oziroma nek način z dodano vrednostjo za njihov poklic. Ampak bo še mogoče pokomentirala v drugem krogu ali pa v tretjem krogu naših vprašanj. Peter, se slišimo? Tudi kot na Euroviziji, ja se slišimo, pa Sloveniji du point. Peter, se slišimo? Se, super. Peter, res mi je žal, da niste z nami, ampak smo pa spraznali en stol za digitalno publiko, ampak vidimo pa se super in tudi slišimo. Peter, ko sva se pred dnevi pogovarjala, sva rekla, da idemo takole začeti. Pri vas ste šli v izjemno fleksibilnost študijskih programov. Kot prvi v Sloveniji ste uvedli digitalizacijo predavanj. Študenti si celo sami oblikujejo urnik. Gre za neko nemško aplikacijo Studo, mogoče boš povedal nekaj besed o tem tudi kasneje. Ampak kako to funkcionira v praksi? A je to aplikativno tudi na drugih področjih, ne recimo samo na fakulteti za strojništvo in še na nekaterih drugih tehniških fakultetah? In še nekaj besed mogoče o digitalni univerzi, v digitalnem UL znotraj univerze, ki svojo odprtostjo omogoča tudi vključevanje starejših generacij v sistem vseživljenjskega digitalnega izobraževanja. Peter, toliko uvodoma, oder je vaš, prosim. Ja, najlepša hvala za povabilo. Vsi lepo pozdravljeni. Prihajam z fakultete za strojništvo, kjer smo v tem letu prenovili svoje študijske programe. In mi imamo na primer na drugi stopnji 6 magistrskih programov, ki ima vsak 10 predmetov. Študent torej izbere 10 predmetov s svoje smeri, plus 8 predmetov poljubno, kar pomeni, da ima vsak študent praktično individualiziran urnik in mi smo bili prisiljeni digitalizacijo ne zaradi covida, ampak ker smo hoteli resnično to fleksibilnost izvesti. To je namreč, individualiziran urnik je namreč nemogoče izvesti na drugačen način, kot da predavanja snemaš in jih daješ na nek repozitorij, ker drugače bi moral biti, se ti zgodi, da bi moral biti študent sočasno na 2 predavanjih. Tako da mi smo s tem omogočili si to fleksibilnost, potem smo pa želeli tudi to, da si študent sam pripravi urnik. Se pravi, še eno stvar bi povedal, snemamo vsa predavanja in auditorne vaje, to so tiste računske vaje, ki se delajo na tablo, medtem ko laboratorijske vaje potekajo pač v živo, ker tam moraš fizično neko stvar verjeti, pa nek eksperiment narediti in tako naprej, to ni mogoče dati v digitalno okolje, čeprav med covidom smo tudi tukaj naredili nek napredek, ampak to ni čist ista izkušnja, kot če si v živo. In mi smo iskali pač neko aplikacijo, ki nam to omogočila in hoteli smo vzeti nekaj, kar že obstaja in našli smo Studo, to je spin-out Graške univerze, ki v bistvu pokriva vse avstrijske in južnonemške univerze, zato smo pač to aplikacijo brali. Peter, hvala lepa, še besedo 2 o ugledu poklicev v
družbi. Jaz vem, da se zelo veliko ukvarjate z vprašanjem ugleda poklica strojnika, strojništva, študija strojništva med mladimi. Kje vidite tukaj zdaj ključne izzive za to, da se mlade bolj navduši za tehnične poklice? Kot profesor imate najboljši vpogled v to. Peter, prosim. Ja, hvala. Kot so že sogovorniki pred mano zelo dobro to identificirali, se pravi, če hočete imeti dobre inženirje ali pa dobre IKT strokovnjake, potrebujete najprej kakovosten input, se pravi vhodne dijake, ki se vpisujejo na vaše tehniške fakultete. Če tega nimate, potem ne morete dobiti dobrega outputa. Včasih tudi v tehniki rečemo garbage in garbage out. Grdo se sliši, ampak tako žal je. Zato mi smo si zadali strategijo, kjer smo ugotovili, da če hočemo na primer dvigati ta nivo tehnike, moramo v končni fazi povečati ugled in plače. Namreč jaz včasih v šali rečem, da deficitarnih poklicev ni. So samo slabo plačani poklici. Zato jaz tukaj zelo pozdravljam napore vlade tudi po socialni kapici, ki žal še ni bila sprejeta, in pa nedavno sprejetje tega dohodninskega zakona. Namreč plače so ključna zadeva, ki mlade motivira oziroma ki nas vse v končni fazi motivira, da počnemo neke stvari, ki jih drugi ne znajo. Prej ste vi omenjali, na primer, da itak so otroci ali pa mladostniki že priključeni na tablice. Vendar je ukvarjanje z IKT tehnologijami nekaj drugega kot zgolj gledanje tablic. Tukaj, v bistvu, zakaj je s tem tako problematičen? Zaradi tega, ker zahteva izjemno veliko napora. In, na primer, najlepši tak predmet, ki tukaj opiše, je matematika. Matematika je nekje med naravoslovjem in filozofijo, razvijati abstraktno mišljenje, razčlenjevanje nekih problemov, se pravi kompleksnih problemov na manjše koščke. In če se spomnimo, ko smo hodili v šolo, smo se seveda začeli z osnovnimi gradniki. In takrat je nekega mladega zelo težko mu povedati, zakaj bi pa on rabil te stvari se učiti, naprimer potem že v srednji šoli, zakaj bi se pa on rabil učiti integrale. Ko pa šele ko človek postane inženir, ugotovi, kako pomembna so ta znanja. In tukaj jaz vidim zdaj en ključen izziv, ne samo, da se mlade navdušuje. Mi predvsem ne smemo pozabiti, da mi vlagamo tudi dovolj svojih resursov in napora v učitelje, predvsem v nižjem izobraževanju, osnovnem in srednjem izobraževanju. Če se spomnim jaz, recimo, zakaj sem šel študirati fiziko, zato ker sem imel nekaj izjemnih učiteljev fizike, ki so me za to navdušili. Če bi imel izjemne učitelje nečesa drugega in slabe učitelje fizike, zelo verjetno ne bi šel v poklic fizika. Seveda drugi razlog, zakaj se ljudje recimo navdušujejo za nek poklic, je mogoče tale, bom grdo rekel, družinski klan, na primer zdravniki, odvetniki, pa tudi inženirji, če je cela družina že taka. Ampak na splošno, če gledamo širšo populacijo, jaz mislim, da je učitelj v osnovni in srednji šoli tisti ključen faktor, ki mladostniku predstavi neko smer kot privlačno. In moramo paziti, da ti učitelji resnično obvladajo te zadeve, šele potem bomo, po mojem mnenju, resnično dosegli dober izkupiček na koncu. Hvala lepa. Peter, hvala lepa, in jaz sem prepričan, da bomo kasneje tudi še nekaj besed povedali tudi o tem, pa tudi o tem, da spremembe v izobraževalnem procesu seveda ne morejo biti čez noč, ampak da je učinek današnjih reform viden recimo čez 5 let ali še kasneje, in da moramo tudi pri nekaterih stvareh seveda računati na potrpežljivost in konsistentnost predvsem v izvajanju teh ukrepov. Zdaj mislim, Ajša, vidi, da je čas režija za kratek video o predlaganih ukrepih komisije Ready for the Future AmCham, pa predlagam, da si najprej pogledamo tale video, potem pa bomo dr. Peska, Keynote Listenerja, prosili najprej za nekaj kratkih komentarjev videnega. Lepo prosim, režija. Uvedba obveznega predmeta računalništvo in informatika. Navduševanje mladih, še posebej deklet, za IKT poklice. Povečanje števila vpisnih mest za študij IKT. Financiranje in oblikovanje novih programov. Večja ponudba izobraževalnih programov v angleščini. Ukinitev obveze 5000 evrov na transakcijskem računu. Izvedba celovite analize potreb gospodarstva.
Vzpostavitev tako imenovane vize za talente. Oblikovanje sistema vavčerjev. Začetek izvajanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Vzpostavitev nacionalne platforme za napovedovanje kompetenc. Vzpostavitev vseslovenske mentorske platforme. Okrepitev nacionalne blagovne znamke Digital, Creative, Smart. Izdelava priporočil in smernic o aktualnih EU programih. Vzpostavitev krovne koordinacije. Uvedba socialno-razvojne kapice. Okrepitev gospodarske diplomacije. Omejevanje nelojalne konkurence. Videli smo, Mark Boris, videli smo številke, dr. Pesek, videli smo številke, tudi če bi danes v slovenskem izobraževalnem sistemu optimizirali vse procese, nam bo IKT strokovnjakov v prihodnosti nedvomno manjkalo in se moramo pogovarjati v nadaljevanju tudi o integraciji strokovnjakov v slovensko okolje. Dr. Pesek, vi ste vodja službe za digitalizacijo izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vas bom prosil, če se nam na kratko pridružite tele gor, pa da mogoče za začetek pokomentirate nekatere od teh predlogov, ki tangirajo tudi vaše področje. In še preden vam dam besedo, Ajša, Mark Boris, včeraj ste predstavili nabor novih 25 ukrepov, ki sledi prvemu svežnju 40 ukrepov vlade za pospeševanje digitalizacije. Ajša je predstavila del, ki se nanaša na izobraževanje. Tako da vesel sem, da se kar nekaj prekriva tudi z predlogi, ki jih je komisija Ready for the Future tudi predstavila na današnjem zajtrku. Mark Boris, pa mogoče nekaj komentarjev še kasneje tudi s tvoje strani na tole, kar smo videli. Dr. Pesek, vaš komentar. Zdaj, veste, ko sem se pogovarjala, in to sem že tudi prej omenil, čas od začetka ukrepa pa do njegovega učinkovanja je lahko zlasti na izobraževalnem področju zelo dolg. Kako vi gledate na to, kakšne ukrepe pripravljate, kje smo zdaj na ministrstvu, kako sodelujete medresorsko in kateri od teh predlogov se vam zdijo najbolj pomembni? Prosim. Hvala, lep pozdrav vsem. Torej tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prepoznalo, da je treba to nagovoriti, zato je tudi ustanovilo lani to službo za digitalizacijo izobraževanja. Dejansko je veliko, smo že danes slišali, učitelji so v resnici tukaj prvi, zato ker moramo njih usposobiti, da bodo te mlade naučili oziroma da jih bodo seznanili. Ker kakorkoli obrnemo, naš tudi univerzitetni sistem ne zmore, da bi naredil 5000 strokovnjakov na leto. Torej mi moramo prvič, po eni strani jih moramo izobraževati od malih nog in jih imeti v stiku. Hkrati moramo pa tudi poskrbeti, da bomo znali narediti prekvalifikacijo, da bomo znali jih navdušiti, torej tudi v osnovni in srednji šoli. In se mi zdi, da z našimi reformami v načrtu za obnovo in okrevanje imamo precej izzivov. Na eni strani imamo reformo učnih načrtov, kjer bomo nagovorili tudi digitalne kompetence, tudi druge kompetence, da bodo otroci dejansko danes sem že slišal, da se bodo znali učiti, da bodo podjetni, da bodo sodelovali. Hkrati pa moramo, sem videl tudi predmet računalništvo, jaz se strinjam, zelo podpiram to in jaz mislim, da je to ena od rešitev. Je pa res, da dolgoročna. Kaj pomeni dolgoročna? Kaj pomeni dolgoročna? Zdaj uvedba obveznega predmeta v šole. Normalno, mogoče Mark Boris tudi še tvoj komentar na to vprašanje, je, da to ni možno preko noči. Pa vendar tudi to ne bo dovolj, samo obvezni predmet v šole. Računalništvo in informatika, in prej sem omenil pionirje na tem področju 30 let nazaj, pravna informatika, gospodarski vestnik pred 30 leti, razmislek o tem, torej pravnike je potrebno učiti informatike, informacijskih veščin. In kaj hočem zdaj tukaj povedati, je, da kaj ta rok za vas pomeni? 5 let, 3 leta? Kje je to realno, da lahko danes mi to umestimo v strategije razvoja v Sloveniji?
Potrebno bi bilo jutri, kaj pa je realno? V bistvu moramo vedeti, da izobraževalni sistem je na hitre spremembe precej občutljiv. Torej, moramo gledati na dolgi rok. Je pa res, da mi, če uvedemo naslednjega septembra predmet, rabimo tudi učitelje, rabimo kader, ki ga trenutno nimamo. Ker trenutno imamo v šolah pač učitelje računalništva, ki morajo delati tudi druge zadeve, kot da so informacijski, torej da so rojdi, in enostavno ne moremo čez noč, zato ker bomo imeli težave. Torej, mi moramo pristopiti, bom rekel, sistemsko, pa premišljeno. Je pa res, da je možnost, da to naredimo v recimo roku 3 let. 3 let je to realno. Kako pristopamo k izobraževanju učiteljev? Vemo, da učiteljski kader je vendarle tudi kader, ki ima visoke zahteve, ekonomisti bi rekli, ni tako elastičen, in z njim zanima, kako pa pristopate na tem področju k reševanju teh orehov? Ja, na več stvareh. Prvič, poskušamo razbremeniti učitelje računalništva, ki so že v učitelji, torej v šolah, da ne bi več upravljali tega dodatnega dela, ampak bi bili samo učitelji računalništva. Drugo je, imamo doizobraževanje tudi za recimo IKT strokovnjake v podjetjih, da se pedagoško doizobrazijo in lahko potem kasneje učijo. Torej, dejansko imamo kar nekaj ukrepov, ki bi jih lahko v recimo naslednjih 2 letih speljali, da pridemo do kadra, kvalitetnega kadra, ki bo naše otroke potem znal te vsebine in veščine učiti. Najlepša hvala. Ostanite še malce z nami tukaj. Zdaj bi dal besedo, komentar mogoče teh predlogov, Mark, Boris, ki si jih videl, pa mogoče celo tudi malce v navezavi s temi zdaj že 65 predlogi v 2 svežnjih, ki ste drugi svežen predstavili včeraj, pa mogoče malce tudi navezave na razmišljanje dr. Peska. Prosim, Mark, Boris. Najlepša hvala za odlične komentarje. Spomnil sem se na slavni rek Winstona Churchilla: "However beautiful the strategy, you should occasionally look at results." In medtem, ko smo pisali krasne strategije, so se recimo profesorji pa študenti strojne fakultete že leta drenjali v 60 let stari zgradbi. Ker je tudi razlog, zakaj mi na strojni fakulteti ne moramo povečati vpisa, čeprav imamo za to sredstva. Enostavno ni prostora. Tako da cilj strateškega sveta, pa mislim, da večine ministrov te vlade, je bil, da bomo čim bolj konkretni. Imamo krasne strategije, ampak bodimo konkretni. Tako da, ko gre za strojno fakulteto, smo odobrili več kot 90 milijonov evrov za izgradnjo novega kompleksa strojne fakultete, s katerim bomo začeli že letos. Tako da to je številka 1. Ko gre za digitalne veščine, smo namenili že v letošnjem letu 31 milijonov evrov, kar je 10-krat več, kot v kateremkoli od prejšnjih let. Tako da to so tiste konkretne številke in ukrepe, o katerih se moramo danes pogovarjati. Eden izmed temeljnih ukrepov naše delovne skupine za izobraževanje in strateškega sveta, kot tudi teh predlogov, je uvedba obveznega predmeta. Ne govorimo o predmetu, kakršnega poznamo danes, za katerega vsi vemo, da je precej okostenel in ne pretirano zanimiv. Govorimo o uvedbi osveženega predmeta, ki bi povezoval gospodarstvo z teorijo in predstavljal tudi z gostujočimi učitelji oziroma predavatelji mladim najboljše plati tehnologij. Jaz verjamem, da lahko to naredimo v 2 letih. Je pa dejstvo, da je največji problem kader. In mi s to našo uravnilovko, ki vlada v sistemu javnega sektorja, teh ljudi enostavno ne bomo uspeli zaposliti. Tako kot jaz ne morem na naši vladni službi zaposliti spodobnega IT-jevca za 1100 evrov na mesec. Enkrat se moramo v tej državi zavedati, da tako kot je rekel Peter, ni deficitarnih poklicev, so samo slabo plačani poklici. In dokler ne bomo mogli deficitarnih poklicev v javnem sektorju plačati bolj, prav zato, ker jih ni, potem lahko o novih predmetih, digitalnem preboju javne uprave samo sanjamo. Kako boš ti z ljudmi, ki... Zdaj pa mogoče še ena stvar. Definitivno, tudi če napnemo vse sile
sprejmemo vse reforme, mi sami ne moramo proizvesti dovolj IKT kadra. Pika. Tako je, to je moje drugo Zato je vprašanje. ključno, da mi vzpostavimo okolje, iz katerega ta kader, ki ga že itak proizvajamo, ne bo bežal. Še več, okolje, v katerega se bodo IKT strokovnjaki vračali oziroma prihajali. In zato se mi zdi, da sta super pomembna dva zakona. Danes je bil že omenjen zakon o dohodnini, to je prvi korak. Ni vse, kar moramo narediti, je tukaj še socialna kapica, za katero v tem državnem zboru nažalost ni večine, upam, da bo v naslednjem. Ne pa pozabiti tudi na to, da ta zakon o dohodnini ne prinaša samo nižjih davčnih stopenj za vse, še posebej za visoko kvalificirano delovno silo, ampak prinaša tudi 35% nižje obdavčitev nagrajevanja delavcev z opcijami. To pomeni, da boste lahko še posebej v zagonskih, pa tudi drugih podjetjih, v večji meri podeljevali solastništvo svojim zaposlenim. In danes vemo, da equity is king. Ljudje delajo za delež v podjetju, ne delajo za svojo plačo. Vsaj tisti najbolj ambiciozni, najbolj kvalificirani ne. Mi s to ureditvijo postajamo ena izmed najbolj privlačnih držav v Evropi na tem področju. Tako da to je velik premik. Drug velik premik je zakon o dohodku, zakon o davku na dohodek pravnih oseb, ki uvaja velike davčne olajšave za zaposlovanje deficitarnih poklicev v zasebnem sektorju. Prav tako prinaša 40% davčno olajšavo za vlaganje v zeleni in digitalni prehod. Skratka, to so tiste konkretne stvari, ki nas bodo pripeljale v točko, ko bomo rekli, imamo eno izmed najugodnejših in najboljših poslovnih okolij in smo zanimivi za tuje strokovnjake, pa ne gre za IKT ali karkoli drugega. Bi pa poudaril, da moramo najprej gledati na to, da bomo sem vrnili naše top strokovnjake iz tujine. In zato ustanavljamo Center za pomoč slovenskim strokovnjakom pri vračanju v domovino, ki bo zaživel v naslednjih 2 mesecih. In ta center bo nudil celovito podporo slovenskim strokovnjakom v tujini, ko gre za pravne zadeve, ko gre za birokratske zadeve, ko gre za davčne zadeve, ko gre za karierne zadeve. Skratka, bo one-stop shop, ki bo pomagal te ljudi pripeljati sem. Tako da to so tiste konkretne stvari, ki jih delamo, bi pa mogoče izpostavil na koncu eno, glede na to, da se odpravljamo v Združene države čez 2 dni. V roku 1 meseca bo ustanovljena slovenska tech ambasada v Silicijevi dolini. To bo razvojno-gospodarsko predstavništvo, ki bo povezovalo ne samo naša top podjetja, ampak tudi naše top kadre Silicijevo dolino oziroma celotno Severno Ameriko in ki bo tudi povezovalo naše najboljše raziskovalno izobraževalne inštitucije s top univerzami v Združenih državah. Ja, pošiljamo mlade ven, ampak dajmo narediti vse, da se bodo te ljudje k nam tudi vrnili. Hvala lepa, Mark Boris, super. In, če samo omenim na kratko izkušnjo z Hrvaške, tam so se tega nekoliko drugače lotili, so rekli, da bodo dali določene zneske vsem, ki se želijo vrniti nazaj, pa se je izkazalo, da ta princip v denarju ni tako zelo zanimiv, torej potrebne so sistemske dolgoročne rešitve, da bodo tisti, ki so šli v tujino, želeli priti in tudi pri nas ostati. To se te spodbude morajo biti dolgoročne in sistemske in ne recimo to, kar so poskušali na Hrvaškem pred pol leta, letom, pa se je izkazalo, mislim, da se je samo 1 ali 2 potem odločil za to, da vzame 25.000 evrov enkratnega nadomestila in pride nazaj na Hrvaško. To je pomembno, ne? Se strinjam. Se mi zdi, da jaz sem kar nekaj časa preživel v tujini, tako kot marsikdo od vas. V Sloveniji v resnici ne potrebujemo ogromno reform. Potrebujemo pa nekaj manjših prilagoditev tukaj in tam, da postanemo bistveno bolj konkurenčni. In te prilagoditve se da narediti hitro. Mi smo, mislim, da v 1 letu dokazali, da lahko parlament sprejema zakone, ki so dobri, zelo, zelo učinkovito. Tako da jaz, ko slišim sistemska rešitev, sistemska reforma, se pa primam za glavo. Ker to pomeni nova medresorska delovna skupina, v kateri bo ta reforma čez 3 leta umrla. Ne? Jaz sem pristaš, bom rekel, ad hoc rešitev, konkretnih ukrepov, ki jih lahko sprejmemo čim prej, tudi če s katerim zgrešimo, bomo pa ta kurs potem popravili. Ampak mi moramo začeti delati takoj, ker nimamo več 3 ali pa 5 let časa. Tako da to je dejstvo. Bi pa povedal še eno stvar. Ko sem prišel v Slovenijo, sem mislil, da tukaj vlada totalna depra. V resnici gre nam zelo, zelo dobro, ko se pa pogovarja z ljudmi, je pa ena sama jamrarija. Tako da jaz bi prosil
vse vas, predvsem pa moje kolege v politiki, več optimizma, prosim. Mlade ne pritegne samo boljša plača, ampak nas pritegne tudi eno pozitivno ustvarjalno okolje, v katerem se počutimo super. Tako da za to pa ne rabimo nobenih zakonov, nobenih reform, nobenih sistemskih sprememb, samo en premik v glavah in tukaj računam na vas, da boste znanilci takšnega načina razmišljanja in pozitivne energije. Hvala lepa. Kot vidimo, sploh v zadnjem času, varno in zeleno okolje je tudi lahko velik motivator življenja v naši državi. Jaz mislim, da bo marsikdo pomislil tudi na to, ko se bo odločil, kje ostati ali kam priti v naslednjem letu, v teh časih sploh, v katerih živimo. Mrs. Joyce, if I may ask you, if you hear me well, for your comment, you've heard about the problem in Slovenia. We need 5,000 experts, IT experts annually. We can educate maybe a small fraction of that at home. How do you see this issue about, attracting highly qualified and skilled individuals to come to integrate into a digital economy or in a different country like Slovenia? What's your opinion on that very, very tough issue we have in Slovenia, please? I think a lot of the discussion we've already had in terms of ensuring that we have local talent, first of all, is critical, particularly the gender issue, because in most countries across Europe, and I think this really also applies to Slovenia, is if we can get more women to think seriously about technology and to add technology skills into their skills mix, we can solve a lot of the challenges in terms of the skills gap rather quickly by ensuring that we have a wider base of people to recruit from, even within the country. When we think about attracting people in Europe and wanting to stay in Europe as well, when it comes to technology careers, I think the Minister already pointed to many important reforms which are effective in that area. But I think from a Microsoft perspective, one of the reasons that many of us like to stay home in Europe rather than going to work in headquarters is because of the really agile environment that we have for working. So being able to be flexible, being able to work from anywhere, being able to take decisions over what time in the day we work and how we achieve our objectives, all of those things which create a more autonomous working experience that allow you to balance your work life, your personal life, and have a healthy approach to how you work. Those things are extremely appealing. And the European social support, for instance, that we have compared to that in the US, combined with introducing a more US-style flexible approach to work, I think creates a really fantastic environment that makes people not only want to come back, but also want to stay in the first place. I think the other thing which is really crucial as well is us thinking collectively across Europe, how do we better enable European businesses to succeed in the technology sector? We see that most of the really big name apps, the big services remain American or Chinese increasingly as well. And so ensuring that we have the right digital environment for apps to grow beyond the borders is something which is really important to also enable the growth of a bigger digital economy in Europe itself. So I would see some of those areas as being key things to think about and important for the success of the digital economy. Thank you very much. Barbara, bi morda zdaj šli na vas, če se boste lahko z dr. Peskom samo. Hvala lepa še enkrat za vaš vložek, dr. Pesek. Barbara, morda preden potem prosim še Edito in tudi Petra, da pokomentirate te predloge, pa vendar da se nekoliko naveževa na gospod Joyce. Microsoft je ena pravzaprav redkih, res velikih digitalnih korporacij, ki ne samo, da je prisotna v Sloveniji z več kot nabiralnikom, ampak je zelo prisotna v Sloveniji, tudi pokrivate širšo regijo, določene storitve in aktivnosti vodite iz Ljubljane, kar je spet nekaj zelo pomembnega in posebnega za Slovenijo in to si želimo tudi pri drugih podjetjih, torej headquarterje ohranjati, kolikor se le da pri nas. In tukaj ste že zelo dolgo, več kot 30 let. Enkrat smo se takole
malo sporekli z enim SAP-ovcem, kdo je bil prvi SAP ali vi, ne? Ampak dajmo reči, da ste bili vi, pa da ste reži zelo dolg tukaj, ne? Zato bi Barbara prosil, da tele predlagane ukrepe za zagotavljanje in privabljanje IKT strokovnjakov v Slovenijo pokomentirate tudi z vidika gospodarstva, ne? V katerega imate res dober vpogled. Kaj smo se torej v vsem tem času naučili, kaj se je Microsoft naučil, ne, s svojim timom, in pa mogoče še to, kar so tudi vaši kolegi posebej izpostavljali v pripravljalnih pogovorih, da vendarle ne smemo gledati samo na denar in na plačo, je to izjemno pomemben motivator, vendar je teh motivacijskih elementov, kot je omenil že minister, še zelo, zelo veliko, ne. Tako da, Barbara, vaš komentar na vse tole, lepo prosim. Ja, hvala lepa. Zdaj, morda res ta prva stvar. Jaz mislim, te ukrepi, ki so bili danes predstavljeni, absolutno, jaz mislim, so nek pogoj za to, da bomo to Slovenijo popeljali na poti, recimo do teh ciljev, ki smo si jih zastavili. Bom mogoče majčkeno kasneje še majčkeno sprovocirala nekaj, kar pa mi vsekakor vidimo tudi kot eno veliko priložnost. Prva stvar, ne, Slovenija je seveda ima eno krasno okolje, zelo je varna, dobre, recimo naravne danosti, eno krasna lokacija, ne, in tudi to velikokrat pomaga pri tem, ko se recimo neki strokovnjaki odločajo za delo v Sloveniji. Tudi mi recimo v podjetju imamo kar nekaj tujcev, vsi so izredno zadovoljni v Sloveniji, ne, in so se tudi zaradi te kvalitete življenja recimo odločili za to, da delajo v Sloveniji. Vsekakor pa mislim, da moramo Slovenci oziroma Slovenija tudi več narediti pri tem, da jim olajšamo to pot recimo pri zaposlovanju, ki je danes izredno kompleksna, traja včasih tudi do pol leta, in je to vse, mislim, da so tudi te ukrepi nujni za to, da bomo morda pritegnili več tujih strokovnjakov, ki pa prinesejo v podjetje en izreden nov način razmišljanja, ambicijo v ljudeh. In kar jaz želim povedati tukaj, vsi ti ljudje danes prinesejo več, ravno iz vidika, ker prihajajo z nekih drugih kultur, z drugega razmišljanja in spodbudijo v ljudeh nek drug način razmišljanja, kako morda izvesti nek projekt, česar se do zdaj recimo nismo lotevali. Zdaj pa, če se danes veliko govorimo samo o izobraževanju, o tem prvem delu, recimo, kako bomo pridobili več strokovnjakov. Jaz mislim, da moramo mnogo več razmišljati tudi o vseživljenjskem učenju. Se pravi, če pogledamo danes, recimo nek razvijalec, danes potrebuje svoje znanje obnoviti tam na nekje 12 do 18 mesecev. To se pojavlja tudi v vseh drugih poklicih, recimo marketing, prodaja, finance. Vsi ti poklici se morajo danes mnogo hitreje prilagajati svojim delovnim mestom. In zato je izredno pomembno, da razmišljamo prvič, kako recimo ljudi mnogo bolj opolnomočiti na področju IKT-ja. Potem je treba razmišljati tudi o prekvalifikacijah v času recimo aktivne delovne dobe in pa tretjič o vseživljenjskem učenju. Se pravi, če pogledamo recimo na področju vseživljenjskega učenja, mi vsi danes govorimo, po cel svet se bori s tem, da je pomanjkanje IKT strokovnjakov. Generalno, ni to slovenska težava. Vse države se borijo s to težavo. Morda je zelo hitra rešitev tudi v tem, da obstajajo platforme, recimo, ki jih imenujemo low-code ali pa no-code platforme. Se pravi, govorimo o tem, da lahko danes ljudje, ki nimajo diplome iz računalništva in informatike, razvijajo aplikacije praktično z nekim zelo osnovnim znanjem. Se pravi, in s tem pripomorejo k digitalni transformaciji podjetja, v katerem delajo. In to recimo je neko izredno gonilo za razvoj. Se pravi, moramo začeti razmišljati tudi o tem, kako se bodo ljudje prekvalificirali v času svojega recimo aktivnega življenjskega obdobja. In jaz mislim, da tukaj Slovenija ima še mnogo rezerve, morda Mark Boris ena provokacija za naslednji paket ukrepov. Je pa resno, mislim, da ambicijo imamo, voljo imamo. Jaz moram reči tudi z ustanovitvijo strateškega sveta in Mark Boris s tvojim prihodom so se res stvari začele hitreje odvijati. Microsoft recimo na splošno v Sloveniji povečuje tim in to dejansko vsi te dobre stvari, ki se dogajajo v Sloveniji, pomagajo k temu, da bomo se morda krepili še tudi v prihodnosti. Tako da Barbara, hvala lepa. Bo še malce stala z nami, prav? Kar prosim.
Ditka, preden ti dam besedo še Peter, da mogoče še vi na kratko pokomentirate to, kar smo slišali od vaših kolegov, sopanelistov in kar ste videli na teh predlogih. Čisto na kratko, ste se morda domislili še česa, kar bi želeli deliti z nami? Se vam je morda odprla še kakšna čakra na to temo? Prosim. Ja, najprej bi tudi jaz se strinjal s tem, kar je bilo povedano, da je tudi s tole službo vlade za digitalno preobrazbo so se te stvari izjemno hitro na nekih področjih odvile. Prav neverjetno, da smo neke stvari lahko čakali desetletja in zdaj so se praktično zgodilo v enem letu. Predvsem ta obljube v vlaganju v infrastrukturo. Ker ni vedno samo plača tista, plača je osnovni pogoj, da človek pride, če je pač krepko prenizka, pol pač ne bo prišel. Ne? Ampak kot je bilo že omenjeno, Slovenija ima eno zelo veliko naravno danost, mi imamo od gor do morja, tudi vsi tujci, ki so tukaj, vključno z diplomati, povedo, da je to resnično fascinantno. Naprimer v Ljubljani v 10 minutah ne veš, da si v glavnem mestu, si že nekje v gozdu. Je pa ključna zadeva ta, da imaš ti dobro infrastrukturo, zato da lahko ti sebe kot človeka razvijaš. Se pravi, ti moraš imeti tudi te pogoje, ni vse v financah. Ne? In tukaj bi jaz resnično to stvar pohvalil in mislim, da gre ukrepi v pravo smer. Pa kar je bilo nazadnje povedano vse življenjsko učenje, tudi tukaj se zelo strinjam, da je izjemno pomembno, ker prihajamo v čas, spravi prihajamo iz časa, ko je človek iskal službo in vsi, ki zaposlujemo in zaposlujete, zelo dobro veste, da zdaj služba išče človeka in kako težko je zdaj v resnici nekega človeka dobiti. Včasih si lahko delo izbiral, zdaj pa v bistvu ne moreš kaj dosti izbirati, dobiš skoraj, si srečen, če kaj pripeleš tako k sebi. No. Tako da tukaj, mogoče tudi jaz sem imel izkušnjo, naprimer, jaz nadgradovalca nisem mogel dobiti in sem eno Pakistanko mogel potem povabiti na fakulteto in meni je bilo fascinantno, da smo za njeno vizo rabili 4 do 5 mesecev in jaz sem po mojem porabil za 1 mesec ur mojega časa. To je meni neverjetno. In se mi zdi, da te stvari bi mogli v Sloveniji nujno rešiti in mislim, da bi se tudi dale rešiti. Dobro, hvala lepa. To so vendarle nekoliko tudi sistemsko vprašanja. To je kapica, to je fleksibilnost in prožnost delovnega trga, pogodb o zaposlitvi. Edita, preden ti dam besedo, moram še nekaj Mark Borisa tukaj vprašati. Pa vendar, Mark Boris, te ukrepe tako strateškega sveta, kot to, da smo ustanovili službo za digitalno preobrazbo, moralo bi biti ministrstvo, če smo iskreni, pa naj bo najprej služba, ki integrira bivše direktorate na področju informacijske družbe. In gremo en korak naprej, morda kasneje. Ampak to mora ostati konsistentno, to se mora odvijati iz leta v leto. To ne more biti muha enoletnica ali muha dvoletnica, tako kot naše navdušenje za digitalne teme, kjer smo zdaj vsi čist penasti na to temo, tudi tako v vsakodnevnem življenju, zaradi covida, ne smejo usahniti. Moramo dobro potegniti iz tega, kar smo se naučili, pa tudi če je to, da živiš v Izoli, pa delaš online. Ne? Ampak hočem samo to povedati. Konsistentnost, Mark, kako bomo pa to dosegli? Ne glede na vse spremembe ali ne spremembe, kako bomo dosegli, da bomo to počeli konsistentno. Prosim, mogoče še ti, potem pa Edita. Najprej bi mogoče komentiral ta problem naših upravnih, birokratskih in ostalih postopkov, ko gre za prihode tujcev. Kot nekateri od vas veste, sam sem poročen s tujko in dejansko bi bilo najbrž lažje uvoziti jedrske konice kot ženo iz Indije. Tako da to ne pomeni, da je ne smete, vas lahko pohvalim, ampak hočem reči, da je to absolutno neverjetno. Da človek, da ženska, ki ima magisterij in doktorat z Oxfordske univerze, ki vodi enega izmed vodilnih genetskih laboratorijev v Združenih državah, čaka na papirje po mesece in mesece v tej naši državi. To enostavno nikamor ne pele, pa ne govorim zato, ker je ona nekaj posebnega. Nihče. Tudi človek brez osnovne šole si ne zasluži čakati mesec in mesec. Tako da tukaj mislim, da rabimo bistveno več agilnosti v naši javni upravi in to pa, tako kot si rekel, Jaka, niso stvari, ki se naredijo čez noč, se pa to spet nanaša na tisto logiko in sistem uravnilovke, o katerem sem prej govoril, ker na koncu, če veliko delaš, če dobro delaš ali pa če malo delaš in slabo delaš v tvoji plači, če si javni uslužbenec, ne bo neke strašne razlike oziroma najbrž sploh ne bo razlike. In to je, bom rekel, nek sistem, ki je absolutno antiproduktiven in producira na koncu
takšne in drugačne težave za vas kot gospodarstvenike, za tujce, ki želijo sem priti in za vse nas konc koncev. Zdaj pa, kar se tiče, bom rekel, konsistentnosti. To se pravi, da bomo ustrajali. Tako, mislim, da je ključ v povezovanju. In jaz sem zelo ponosen, da smo uspeli znotraj strateškega sveta zbrati ogromno, mislim, da nas je zdaj že 60 ljudi iz vseh koncev in krajev. Pa ne gre za top inovatorje, podjetnike, menedžerje in tako naprej. Skratka, mislim, da moramo, tako kot to odlično počne že MČM in vsi vi tukaj, povezovati. Nikogar izključiti, se pogovarjati. Nekako pride do tega, da so te prioritete, ki ste jih danes predstavili, pa tiste, ki smo jih recimo včeraj predstavili v okviru strateškega sveta, dejansko prioritete vse Slovenije. Da to ni, bom rekel, agenda te vlade ali pa tiste vlade, ampak je to naša skupna agenda in če bomo, bom rekel, znali dobro povezovati vse naše potencijale in se uskladiti glede ključnih razvojnih prioritet, bo Slovenija čez nekaj let absolutna zmagovalka. Mi se lahko kregamo glede 1001 stvari, ampak ne glede ključnih razvojnih vprašanj. To pa je nekaj, kar terja, hvala lepa, to pa je nekaj, kar terja absolutno enotnost in iz te enotnosti bo izšla tudi konsistenca. Zdaj, ko sem jaz postal minister, sem postal minister za en glas. Jaz praktično do zadnje sekunde nisem vedel, ali bom potrjen ali ne. Opozicija je besnela, da je vse skupaj PR-ovski konstrukt, da vladne službe v resnici ne potrebujemo in tako naprej. Danes govorijo o tem, da potrebujemo ministrstvo, ne samo vladno službo. In to se štejem kot ultimativen kompliment, ker so razumeli, da se da tudi v kratkem času veliko narediti z eno mlado, zagnano in pa agilno ekipo. Tako da jaz sem prepričan, da bo naša služba postala polnokrvno ministrstvo po naslednjih volitvah, ne glede na to, kakšna vlada bo, in da bomo s temi ljudmi, ki zdaj delajo v tej naši službi, fantastično delali naprej, ne glede na to, kdo bo minister. Tako da dajmo biti vsaj, kar se digitalizacije tiče, maksimalno enotni. Jaz sem že v prevzemu funkcije povedal, da vidim digitalno preobrazbo kot timski šport, v katerem lahko Slovenija zmaga samo, če igramo skupaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, Mark Boris. No, sej digitalizacija pa je, se mi zdi, eno tistih področij, kjer smo si skoraj še najbolj enotni, ne? Vsaj upam, da smo vsi, kar se tiče ključnih razvojnih izzivov, in ne le zadržati ali privabiti posameznike, tudi podjetja je potrebno zadržati v Sloveniji. In to prav res izjemno vesel sem bil včeraj, ko berem, da je Pipistrel prodal cestni proizvajalcu cestne svoje podjetje, pa da vendarle razvojni oddelek, proizvodni oddelek ostaja. Ne le to, prepričan sem, da se bo z lastnikom cestne zadeva lahko še ta zgodba še bistveno bolj razvijala tudi pri nas. Ampak toliko o letalstvu. Edita, oprosti, zdaj pa si res ti na vrsti. Eno je komentar teh ukrepov, ki si jih videla, pa morda bi se vendarle nekoliko dotaknili tudi vprašanja gender equality. Mark Boris je to tudi na začetku že omenil, tudi ti. Vem, da je to tudi tema, ki je zelo pomembna za gospod Joyce. Torej, komentar tega, kar si videla, tudi skozi optiko vključevanja žensk, gender equality na področju digitalizacije še toliko bolj pomembno. Prosim, Edita. Hvala, Jaka. Moram reči, da sem še kar navdušena. Jaz sem tudi šola Slobodana, Giveja, in v managementu velja vision without implementation is hallucination. Tako da je pomembno, da ne bomo halucinirali, ampak da stvari naredimo. Barbara je povedala, kakšen izjemen potencial imamo. Glejte, Slovenci smo po številu diplomantk naravoslovja prvi v Evropi. Ampak problem ima, kot je bilo rečeno, cel svet in tudi Slovenija, ker teh diplomantk je 20 na 1000. A razumete? Ne? Torej, potencial, samo dekleta, ko delamo z njimi, na šolah pridejo, strah me je, matematika pred mano, matematiko, pa grejo na matematična tekmovanja, pol jih je pa iti strah na strojno elektrofakulteto in tako naprej. Tako da jih je treba na nek način tudi opogumljati in pokazati zglede. In raziskave kažejo, da se mladi ne odločajo za tehniške poklice, ker jim ne znamo narediti prave naracije, kaj inženirji delajo dobrega za družbo in svet. Zakaj? Inženirji so po kulturi ljudje, za katere bi bil svet popoln, če v njem ne bi bilo ljudi.
Inženirji radi rešujejo probleme in zato rečejo ministrstvo, PR konstrukt. Njim je to odveč. Zdaj pa, če v okolju ne vidiš nekega pojava, se ti začne dogajati Paretovo pravilo. Vedno manj ga je. Zato je tako izjemno pomembno, da mi vidimo in inženirke in inženirje. Okay? In se morajo pokazati. Zato je to pomembno zglede in odpirati podjetja. Prej je gospod iz ministrstva povedal, kako pomembno je treba delati na učiteljih. Res je. Je pa en moder profesor strojne fakultete tudi povedal leta nazaj, kako naj nek profesor, ki v življenju nikoli ni inoviral, mlade navdušuje za inovacije. Ne more, nima tistega žara. In ta žar pa lahko nekdo prinese, bilo je rečeno, gostujoči in tako. In je treba tega mešanja, se pravi odprta učna okolja, v to smeriti. Zdaj pa še majčkan številk iz realnega življenja. Naša hči študira v Milanu. Milano Politehnika. In ker je počasi proti koncu študija, seveda gledanje in Milano strašno ustreza, ker je blizu za to, da gre surfati na Lago di Garda, dobra družba, dovolj dobra fakulteta. A veste, koliko je začetna plača, ko prideš z te fakultete, pa Milano Politehnika je ena boljših fakultet v Italiji? Kaj bi rekli? 1400 € neto. Tako da nismo mi tako nekonkurenčni, kot radi mislimo, in jaz se tukaj pridružujem ministru. Mi imamo tukaj okolje in če sva midva začela z Juretom Knezom, bom jaz z njim tudi končala. V knjigi Akrobati na prvih straneh piše, kako se je začela njegova zgodba. Bil je študent strojništva, ki je delal v enem podjetju na praksi. In je prišel z idejo, da bi naredil rešitev na področju merilnih inštrumentov. In mu je njegov vodja v podjetju rekel, Jure, pa ne mandati ne misliš, da lahko konkuriraš s podjetji, ki imajo po 100 razvojnikov. Pa Jure rekel, ja, ampak poskusim pa lahko, a ne? In tako je nastal DVSoft. In tudi to potrebujemo, to pogumljanje, da se, in še enkrat imamo ogromno dokazov za to v Sloveniji. Edita, hvala lepa. Gledam na uro in vidim še 8 minut na zeleni tik-tak uri. Vida, imamo morda kakšno zanimivo vprašanje ali komentar, ki smo ga dobili od digitalne publike? Jaka, lepa velika skupina na Zoomu, ki spremljamo tale odličen pogovor. Žal nobenega konkretnega vprašanja in jaz bi sklepala optimistično, kot je rekel minister, strinjajo se z vsem, kar ste povedali. In zdaj bomo to skupaj uresničevali, se povezali in delali naprej. Hvala, Vida. Težko se je ne strinjati. Imamo pa tamle eno vprašanje iz publike. Lahko ga zastavimo sedaj, potem pa pridemo še na čisto zaključne misli naših panelistov. Tamle mislim, da je kolega gospod najprej dvignil roko. Saj se vas bo verjetno slišalo oziroma imamo kakšen mikrofon? Saj se vas sliši. Vedno tako, ko pride tehnologija. Skratka, nisem navdušen samo zato, kar je Mark Boris z ekipo naredil, ampak se mi zdi izjemno pomembno to za Slovenijo, ker je dvignil to lestvico pričakovanj, kaj je možno na en mnogo višji nivo. Malo bom filozofski, pa je bolj komentar. Pa zelo kratek, če se da, prosim. Ampak izhajam iz družbe, ki je pač naredila milijardno podjetje in je bil sky is the limit. Jaz si upam trditi, da da če bi imeli na ministrstvu za izobraževanje takega človeka, potem bi se tudi stvari mnogo hitreje odvijale. In tisto, kar pa imamo vsi mi na nek način v rokah, je pa to, da zahtevamo, kakšen bo diskurs, ki prihaja na volitvah. Namreč, če bomo dovolili, da se bomo pogovarjali okrog oslove sence, se bo pač ta država s tem ukvarjala. Če bomo pa zahtevali, in upam, da smo dojeli, da meritokracijo rabimo tudi v politiki in da bomo pričakovali od političnih strank, da nam povejo, kateri strokovnjaki bodo določene resorje vodili, ne pa samo politiki,
potem bo lahko prihodnost te države lepša in boljša. In zdi se mi res ključno to, da vsi mi, ki kreiramo na nek način prihodnost, v bistvu od medijev, od nekega javnega diskurza zahtevamo to, da se pogovarjamo o razvoju in da terjamo vprašanja, kaj se bo to s Slovenijo zgodilo in kdo bodo res top ljudje, ki bodo prišli tudi v politiko, ker jaz upam, da smo se res naučili zdaj. Mark Boris, hvala, da si bil primer, da ko meritokracija pride v politiko, se lahko dogajajo čudeži, da lahko tudi birokracija, da lahko tudi uradniki temu sledijo. In zdi se mi, da si pokazal, kako je to možno narediti in kakšen je ta optimizem. Hvala. Hvala lepa. Janez, čisto na kratko si želel nekaj vprašati mogoče? Aha. Jaz predlagam, ampak to je pa predlagam, pa prosim, ne smo to iz te dvorane ven. Nehajmo se Slovenci pogovarjati o zadevah, ki se nas manj tičejo in se pogovarjamo o tistih, ki se nas zelo tičejo. Mene se vladavina prava na Poljskem ne tiče. Tiče se me pa razvoj Slovenije, izobraževanje, prihodnost Slovenije in tako naprej. Govorim iz lastnih izkušenj, pogovarjamo se trivialne teme, ne pogovarjamo se pa pomembnih tem za prihodnost Slovenije. In to vsak od nas, ki je tu, ne nese ven in to razširi v skupini 10 ali 100 ljudi, pa se bodo zadeve v Sloveniji nenadoma začele obračati v pravo smer. Hvala lepa. Janez, hvala lepa. Mislim, da se danes pogovarjamo o pravi temi. Zdaj bi pa tako, ne? Zdaj pa mislim, da imamo počasi že, žal, kaj veliko časa več ne bo. Moramo narediti še en wrap-up med našimi panelisti. Mark, pa ti začni z zaključno, Mark Boris, zaključno mislijo in kot en wrap-up tega, kar smo danes slišali in kar bi želel morda še na koncu poudariti, prosim. Najlepša hvala, Jaka. Predvsem bi začeti s veliko zahvalo Žiga tebi. Jaz mislim, da potrebujemo več žigatov, ne samo v gospodarstvu, tudi na tej strani, se pravi v politiki. Ne izhajaš samo iz slovenskega unicorna, ampak tudi iz simbioze, ki je urala ledino na področju, ki je tako zelo pomembno za našo prihodnost. In vesel sem, da sodeluješ z mano v strateškem svetu in sicer na tem in mnogih drugih projektih. Tako da ja, mislim, da je prišel čas za menjavo generacij na vseh področjih, da moramo zakopati neke teme, ki nas težijo in z nami mogoče nimajo posebnega učinka oziroma neke posebne teže in se usmeriti naprej. Ne. Se strinjam, naša ambicija je, da moramo do konca desetletja postati top 5, ko gre za digitalizacijo in uspešnost držav v Evropi. Ne. Mi si moramo upati postati, bom rekel, če ne number 1, pa number 5, ne smemo ustrajati oziroma se leniti v neki zlati sredini, ker nas bodo pač potem vsi prehiteli. Bi pa na koncu zaključil z enim apelom, ki ga je začela že Ajša. Kot veste, v Slovenijo prihajajo na tisoči ljudi, ki so izgubili praktično vse v življenju, ne samo svoj dom, tudi marsikaterega svojca. In mislim, da bo Slovenija še enkrat dokazala, da smo dobri, topli in odprti ljudje in da bomo te ljudi sprejeli z odprtimi rokami, ne samo, bom rekel, z laptopi, pa ostalo računalniško opremo, ki jo mladi potrebujejo za to, da lahko šolanje nadaljavo v ukrajinščini teče naprej, ampak tudi s tem, da jih sprejmemo v svoje domove, da jih sprejmemo v svoje podjetja in da bo Slovenija spet, bom rekel, pokazala tisto najboljšo plat. Tako da bodimo dobri do teh ljudi, pomagajmo Ukrajini. Hvala, Ajša, tebi za iniciativo in tvojemu krogu. Delate fantastično delo. Jaz sem bil že v stiku z ukrajinskimi begunci in moram reči, da so to najbolj srce porajoče zgodbe, ki sem jih doživel. Vem, da marsikdo od vas že pomaga tem ljudem, tako ali pa drugače, no teh priložnosti bo še več. Tako da res, dajmo vse od sebe, da se bodo te ljudje pri nas počutili kot doma. Hvala lepa, Mark Boris. Edita, čisto na kratko, če bi želela morda še kaj dodati, čas se nam izteka. Kakšno zaključno misel, morda tako v stavku ali dveh? Mislim, da namiguješ, da ne bi želela, ne? Ne, da bi, seveda. MČM je taka dobra vila navduševanja mladih s tem optimizmom. Jaz upam, da bo šlo ven tudi ta misel, malo več optimizma.
Veste, da je bil lani med finalisti MČM Best of the Best povezovanja aplikacija Kambi, ki pomaga narediti navduševanje skalabilno, tako da jaz bi se podpisala pod to, kar je minister rekel prej, pod povezovanje. Hvala lepa. Peter, vaša zaključna misel, če ste še z nami. Ja, hvala lepa. Lepo prosim. Jaz bi se tudi tlele kar strinjal z ministrom, da moramo imeti visoke cilje in biti recimo med top 5 držav. Na svetu bi pa dodal tudi to, da bi lahko začeli razmišljati tudi o tem, da bi morda imeli kakšno univerzo, ki bi bila med top 100 na šanghajski lestvici, kar bi nam gotovo pomagalo k temu, da bi pritegnili tudi več tujih strokovnjakov in tudi študentov v našo Slovenijo. Hvala lepa. And last but not least, Mrs. Joyce, your closing remarks. I had something prepared for you, but maybe you can also add something else. Just to wrap up, how can we ensure, after everything we've heard, that graduates in labor market will have job-ready IT skills to bridge the gap between availability on one side and the demand for IT people on the other side? But you can wrap up your comments with anything else, please. The stage is yours. Thank you. So I think what we should really aspire to throughout the education system, from primary through to tertiary education, is to really offer a rich digital learning experience that sets up every single child for success, whether they were born in Slovenia or whether they've arrived coming in from Ukraine. And that rich digital environment should be about supporting that interactive and engaging pedagogy that helps them succeed in every area, but also subject-specific computer science knowledge that takes them deep into those really important cutting-edge topics like AI, like quantum computing, that are going to provide the future of our societies. And we need to do that by really working together across the public sector, the private sector, all of those of you in the room and on Zoom today, so that we can create a really rich experience and support the education system to really transform digitally, to provide employability focused experiences, to provide industry certifications alongside academic pathways, so that when students graduate, they're really prepared to be able to succeed both in their life and in their work through this digital future that they build together moving forward. Thank you very, very much for your closing remarks. Internet 2.0 and AI will be game changers. What we learn today will be obsolete tomorrow, and we will have to continue educating on yearly and daily basis. Thank you so very much. Hvala lepa, spoštovane panelistke, panelisti. Hvala lepa, Ajša, hvala lepa, MČM. Hvala vsem, da ste se udeležili tegale zajtrka v živo v tako velikem številu. Če samo še to lahko rečem, lepo se imejte, ostanite zdravi in se kmalu spet vidimo. Ajša bi želela morda še ti kaj. Tako, to je to za danes. Lepo se imejte in srečno.